Delo avtomobilskega novinarja zajema tudi pripravljanje vsebin v tujini. No in tako se nam pogosto zgodi, da moramo na pot z letalom, naprimer na kakšno destinacijo, kjer poteka premiera novega avtomobila. Po pristanku na letališču pa se nam pogosto zgodi, da nas pred letališkim terminalom čaka takšen prizor. Torej, Mercedesov razred V kot letališki taksi oziroma šatel, kot mu vselej brez izjeme rečemo. Novinarji različnih uredništev potem v zadnji del odložimo svoje kovčke, se usedemo v potniško kabino in nato med potjo sproščeno debatiramo, opazujemo okolico ali pa si preprosto privoščimo nekaj počitka. In zakaj vam to pravzaprav razlagam? Da nam tovrsten prevoz pomeni sproščujočo in udobno izkušnjo, seveda potrebujemo udoben potniški kombi. No in prav razred V je v zadnjem času tisti, ki velja za najbolj zaželeno izbiro med ponudniki tovrstnih storitev, sploh med tistimi, ki ponujajo tiste bolj luksuzne prevoze. In ko smo že pri luksuzu, ob razmisleku o razredu V sem se spomnil še na eno zanimivo domislico, s katero je BMW nekdaj dražil svojega največjega nemškega rivala. Mercedesov tovornjak je torej naložil v tistem času precej bolj dinamične BMW-je in s tem seveda Bavarci niso imeli popolnoma nobenih težav. Mercedes-Benz je namreč poleg prestiža tudi zelo univerzalen avtomobilski proizvajalec in ta univerzalnost velja tudi za razred V, ki v svojem segmentu že nekaj časa postavlja merila. S tem pa ga, če seveda same nimajo primerljivega modela, za naše prevoze rade uporabijo tudi organizacijske ekipe ostalih avtomobilskih proizvajalcev. To pomeni, da razred V v naši ekipi v resnici testiramo kar precej pogosto. In to za razliko od drugih avtomobilov velja predvsem za potniški prostor tega avtomobila. No in zato predlagam, da se kar posvetimo potniškemu prostoru te prenovljene izvedbe. Glavna novost je, da se odslej v potniško kabino pri vseh izvedbah vstopa na obeh straneh. Takole preprosto povlečemo kljuko in drsna električna vrata se odprejo. Še preden pa v to kabino vstopimo, pa kratek opomnik, naročite se na naš YouTube kanal in tako ostanite na tekočem z vsemi testi in ostalimi zanimivimi vsebinami. Razred V je na voljo v številnih različnih postavitvah sedežev. Tokrat imamo na primer tukaj eno izmed klasičnih postavitev 2+2+3 in glavna prednost tovrstnega velikoprostornika je, da lahko zelo udobno v zadnji vrsti sedijo tudi višje, torej odrasle osebe in ne le otroci, kot to velja v primeru 7-sedežnih SUV-jev. Tukaj v tretji vrsti je po zaslugi teh razmeroma velikih oken tudi kar precej svetlo, no, ker se teh oken ne da odpreti, pa si lahko nekaj še dodatne svetlobe in pa tudi dodatnega zraka v kabino dovedemo prek tega strešnega okna, ki ga lahko odpremo kar iz tretje vrste. Glede na počutje v potniški kabini, seveda ni presenečenje, da je to model, po katerem največ posegajo poslovni kupci, ki ga uporabljajo za VIP prevoze, no, pa tudi zasebni kupci, v največji meri družine, z več kot 2 otrokoma. No, sam pa sem notranjost tega avtomobila z veseljem uporabil tudi kot mobilno pisarno. Saj je zelo udobno, ko se takole sedežem pomaknemo nazaj, se razkomotimo, no, za nameček pa se lahko tukaj do druge vrste sprehodimo kar po notranjosti avtomobila. Pravzaprav pa se je s prenovo tega avtomobila precej več spremenilo za voznika kot pa za potnike. No in moram priznati, da sam precej bolj uživam za volanom tega avtomobila kot pa na zadnjih sedežih. Tu je namreč kar precej vsebine iz tistih klasičnih osebnih avtomobilov Mercedesa. Naprimer po prenovi 2 velika zaslona, ki sta nekako združena v enotno površino. Seveda na dotik deluje le ta srednji zaslon, no zanimivo pa je, da so pri Mercedesu ohranili tole ploščico na dotik, ki nudi nekako alternativno možnost upravljanja osrednjega sistema. No, upravljanja sistema s tole ploščico se moramo sicer nekoliko navaditi, a je zaradi svoje dobre odzivnosti zelo prijazna za uporabo. Sam bi želel pohvaliti tudi to, da je tukaj na sredinski konzoli še vedno precej teh klasičnih fizičnih gumbov, ki nam omogočajo precej bolj preprosto upravljanje, no obenem pa tudi dejstvo, da je ta osrednji sistem Mercedesa, ki mu rečejo MBUX, odslej na voljo v slovenskem jeziku.
Seveda radi vidimo, da avtomobili predajajo informacije v slovenskem jeziku, no ampak ob upravljanju tega avtomobila vseeno pride prav tudi nekaj znanja angleščine. Zakaj? Da lahko uporabljamo tudi glasovne ukaze, ki bodo v slovenščini pri Mercedesu na voljo čez 2 leti. No, že danes pa lahko tako po angleško rečemo: Hey Mercedes, How may I help you? turn on energizing comfort. I'm starting the enjoyment program. Sam bi Mercedesovim inženirjem predlagal le, da sem na volanski obroč vrnejo tiste klasične fizične gumbe, ki ponujajo precej lažje upravljanje funkcij vozila, kot pa te enotne površine na dotik, kjer moramo zeleno funkcijo posebej zadeti. Je pa ta volanski obroč po novem kapacitiven, kar pomeni, da zaznava naše dlani in s tem je lahko uporaba asistenčnih sistemov precej boljša. In ravno povečan nabor asistenčnih sistemov je ena zelo pomembnih novosti pri prenovljeni različici. Nabor je zdaj primerljiv z novim razredom C in med drugim zajema pametni prilagodljivi tempomat, navigacijski sistem z obogateno resničnostjo in sistem za spuščanje po klancu. Zanimiva nova funkcionalnost je tudi 3D vzvratna kamera. Ta prikazuje območje, ki ga moramo pri vzvratnem parkiranju upoštevati za vertikalno odpiranje velikih prtljažnih vrat. Seveda bo odpiranje zadnjih vrat zahtevalo kar veliko prostora, no, v bolj tesnem prostoru pa bo zelo prav prišlo to deljeno odpiranje zadnjih vrat, ko lahko odpremo pravzaprav le zadnje steklo, tukaj za njim pa imamo zelo priročno ravno polico. No, koliko tovora boste lahko naložili zadaj, bo seveda povsem odvisno od konfiguracije notranjosti, pa tudi od izbire dolžinske različice razreda V. No, v tem primeru gre za tisto najbolj priljubljeno srednjo različico, ki v dolžino meri dobrih 5 metrov. Prenovljeni V je po svojih merah ostal popolnoma enak predhodniku, zato so spremembe na zunanjosti zgolj vizualne. No, še najbolj se te odražajo na spremenjeni motorni maski, ki je lahko odslej po svojem robu tudi osvetljena. No, glavna tehnološka novost pa so novi matrični žarometi s 84 svetilnimi diodami in njihov svetlobni snop lahko v daljavo sveti kar 650 metrov. Odgovorni pri Mercedesu pravijo, da so snovalci razreda V ta model želeli narediti še bolj prestižen in ga obenem še bolj približati osebnim avtomobilom. In moramo priznati, da jim je to na področju voznih lastnosti zelo dobro uspelo. Da bi na tem mestu omenili dostavniški občutek, bi bilo za ta avtomobil zelo žaljivo. Predvsem na račun izvrstne zvočne zatesnitve potniške kabine, ki nudi izjemno sproščujočo vožnjo. In to velja tudi pri avtocestnih hitrostih. Sploh pri slovenskih avtocestnih hitrostih, torej 130 km/h, ko v potniško kabino pride izjemno malo piša vetra in ostalega hrupa s ceste. Je pa razred V primeren tudi za doseganje še precej večjih hitrosti. Na nemških avtocestah niso redki prizori, ko takšni avtomobili drvijo s hitrostmi 200 km/h in več. V primeru naše preizkušene različice pa se lahko do stotice poženemo v le dobrih 7 sekundah. Gre torej za nadpovprečno hiter potniški kombi, pa čeprav ga poganja po podatkih na papirju zmerno zmogljiv dvolitrski turbodizelski štirivaljnik s 174 kW moči. No, ta motor nas je v družbi štirikolesnega pogona in 9-stopenjskega samodejnega menjalnika prepričal tudi na področju učinkovitosti, saj se lahko ob manjših obremenitvah zlahka vozimo s porabo goriva okoli 8 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Čeprav je razred V presenetljivo dober tudi v zavojih, športnega načina v tem avtomobilu pravzaprav ne boste velikokrat vklopili. Glavna naloga razreda V je namreč zagotavljati prvovrstno udobje in na tem področju, sploh če ga boste opremili še z zračnim vzmetenjem, še naprej postavlja merila. Seveda gre za prestižen avto po prestižnih cenah. No, ampak njegova univerzalnost uporabe, pa tudi zelo omejena ponudba vozil v tem segmentu, bosta vsaj po mojem mnenju botrovali k svetli prihodnosti tega modela, ki bo očitno ostal tudi v Sloveniji eden najbolj priljubljenih Mercedesov.